Živjo. Prav gotovo ste slišali za igro Twister. To je tista igra, pri kateri premikamo noge ali roke na določeno polje, ki nam ga pokaže kazalec, ko ga zavrtimo na igralni podlagi. No, mi smo pa malo poigrali in bomo ustvarili prstni twister. Se pravi, namesto rok in nog bomo uporabljali prste. No, kaj potrebujemo vse za izvedbo te igre? Se pravi, rabimo podlago iz kartona, naj bo to velikost A4 papirja, rabimo list papirja A4 velikost, rabimo eno tako ravnilo, s katerim si bomo pomagali zarisovati krogce, rabimo eno tako triso ravnilo, s katerim si bomo pomagali, da bo vse lepo pravokotno. Rabimo en tak krog, približno premera 10 cm, katerega bomo uporabili za si narisati tam, kjer bomo naredili puščico, za določiti, kateri prst je v igri. Rabimo 4 različne barve. Jaz sem tukaj vzel flomastre, lahko pa uporabite tudi barvice ali pa kakšno drugo barvo. Se pravi, sem vzel kar tisto standardno zeleno, rumeno, rdečo, modro, en svinčnik, s katerim si bomo pomagali zarisati črte, škarje, en žebelj ali pa kakšen žebljiček in lepilo. No, pa si dajmo zdaj pogledati, kako bomo to ustvarili. Ko smo izrezali karton v velikosti A4, nanjega s takim lepilom v stiku ali pa kakšnim drugim lepilom zalepimo A4 list papirja. Tako. Potem, ko smo zalepili papir na podlago, vzamemo naš krog in svinčnikom tukaj na levi strani obrišemo tak krog. Ko smo zarisali krog, označimo en tak križ, da dobimo približno sredino. V to sredino bomo potem zapičili našo puščico, bomo vedeli zakaj. In zarišemo zgoraj, spodaj, pa levo, desno. Tako, zdaj med te 4 točke bomo pa zarisali kroge različnih barv. Začnemo, se pravi, vzamemo to ravnilo, izberemo ta krogec tukaj na vrhu. Se pravi, začnemo lepo z rdečim. Tukaj na vrhu. Mora biti pa pomaknjen, da se začne proč od te črte navidezne tukaj. Začnemo naprej z rdečim, pa pobarvamo, pa nadaljujemo z zelenim, pa še z rumenim in modrim. No, in v takem tempu nadaljujemo tako, da zapolnimo ves krog. Tako, ko smo narisali naše krogce, bomo zdaj
iz kartona si izrežemo tako puščico, tako približno, da gre med krogce. Vzamemo žebelj, jo prebijemo približno na sredini. Takole. Malo jo lahko malo razmajamo, da bo lepše tekla. Zapičimo tukaj na sredino. Še malo. Že lepše teče. No, preizkusimo, vidimo, da kar lepo teče. No, tu smo končali ta del. Oziroma moramo še napisati v 4 kvadrante, za kateri prst se bo šlo. Tako pa zapišemo še prste, se pravi od tukaj do tukaj bo palec. Tukaj do tukaj bo kazalec. Od tukaj do tukaj bo sredinec. In tukaj bo še prstanec. Tako. Zdaj bomo pa šli še na to stran in bomo narisali naš igralni poligon. Vzamemo pa naše trisoravnilo in bomo naredili en kvadrat s stranico 9 cm. Tako ga narišemo, da nam bo prišel približno tukaj nekje na sredini. Se pravi 9 cm zgorej. Pa še tukaj 9. Pa še na tej strani. In še spodaj. Tako. Zdaj ta kvadrat razdelimo še na 3 dele, se pravi razdelimo stranico 9 cm na 3 cm še. Zgoraj. Pa spodaj. In še prestrani. Tako. Še tukaj. Tako da dobimo eno tako mrežo. Rišemo se potrudimo čim bolj na rahlo. Tako da imamo malo začrtano, da bo vse lepo pravokotno približno. Tako. No. Zdaj pa uporabimo, zakaj smo razdelili na 3 dele, zato da lahko tukaj narišemo 4 kroge v vrsti. 1, 2, 3, 4. In zato bomo uporabili kar ta velik krog na ravnilu. In bomo kar šli tako po vrsti. Začnemo pa z rumeno. Nadaljujemo z rdečo.
Tukaj so na ravnili, vidimo, že začrtani take črte, ki nam pomagajo pri risanju, da je vse lepo v vrsti. Rdeča. Pa modra. In na koncu še zelena. Tako. In zdaj ponovimo, še v stolpcih naredimo stolpce s krogi iste barve. Se pravi, tukaj bojo rumeni, rdeči, modri in zeleni. Tako, naša igralna podlaga je narejena. Pa se še malo preizkusimo v igri. Tukaj zavrtimo. Palec rdeča. Se pravi, dajmo reči tukaj. Pa gremo naprej. Kazalec modra. Tako. Kazalec rumena. Prstanec zelena. Kazalec modra. Kazalec rumena. Palec zelena. Palec rdeča. No, še bolj zabavno je, če to igraste recimo v dveh, tako da se malo zapletate med sabo, zna biti prav zanimivo. No, vas želim veliko zabave pri igri. Hvala in živijo, se vidimo.